8 ljudi smo za 24 ur zaprli v Kino Bežigrad, kjer bodo za 2500 evrov morali gledati en in isti film. Pravila so taka, ne smejo se pogovarjati med sabo. Vzeli smo jim telefone in ure. Izhod na WC je omejen. Njihovo zbranost in koncentracijo bomo preverjali z lučko. Kadarkoli se to lahko pržge. Če ne ostanete, je za vas igra končana. Naj se filmski maraton Radia 1 začne zdaj! Prve ure sploh niso bile problematične za naše tekmovalce, poleg neomejeno kokic so imeli ogromno motivacije za zmago. Jaz sem Anita in bom zadnja zato, ker ne morem domov, če ne prinesem denarja. Zadnji bom zato, ker bi rad naredil otroku sobo. Nikoli nisem prva. Zakaj nisem nikoli prva? Zato, ker sem vedno zadnja. In evo, zdaj bom zadnja. 24 ur petelinjega zajtrka. Ja. Za vama so 4. Kako je? Ja, v redu, bolj smo budni, kaj prej, no. Ogromno ste zehali. Sploh mogoče pa tismo komado, ki ga zapoje, mislim tisto pa res oh my god. Da smo tekmovalcem malce razbili monotonost in gledanje enega in istega filma, smo za njih imeli izzive. Prvi Baby Center izziv je dobil Miha, ki si je zaslužil kavo. Što piješ? Čim bolj močno. Okay. Naslednji izziv je znova pretegnil naše tekmovalce. Glasbeni stoli. Za zelo lepo nagrado. Spanje! Ampak pazi drobni tisk. Budilke nimamo, tako da je na tebi, da se zbudiš v roku 1 ure. Ažbe si ni zaupal, da se bo sam od sebe zbudil, zato je nagrado preskočil. Lopa daš komu nagrado. Noben noče vzeti. Ne. Jaz bi. Medtem ko je Lara žagala, so se tekmovalci morali navaditi na nova pravila. Mislim, da dobro vam gre, no 8 vas je še zmer tle. Skratka, od tega trenutka dalje ne ostajate več, za zeleno luč dvignete roko, za rdečo luč se dotaknete nosu in držite. Če kdo zafrkne, je izpadel. Malo čez polovico 24-urnega izziva so se začele prve težave. Nika in Urban sta bila prva, ki se nista odzvala na rdečo luč. Ja, po moje je bil problem v tem, da sem preveč dol sedela in nisem videla lučke. Ja, lučke res nisem videl, film pa vem, da sem gledal. Do zdaj si ga res gledal 7-krat, ampak v tem trenutku si spal. V režiji smo spremljali tekmovalce in če je imel kdo zaprte oči za več kot 30 sekund, je izpadel. Kaj je bilo? Kokic mi je zmanjkalo. Kokic je zmanjkalo, si bi lahko rekla. Ja, kako? Po odhodu Anite so preostali tekmovalci dobili še tako jutranjo večerjo pico in pa še eno presenečenje. Film brez zvoka. 8. predvajanje petelinega zajtrka in spremljanje Severine brez zvoka je bilo za Žbeta preveč. Kar zmanjkalo, kaj? Ja. Ej, dolgo si zdržal? Ja, pa vse to za neč. 7 ur do konca tekmovanja so ostali še 4. Misliš, da bo zmagal ali misliš, da vas bo na koncu več? Mislim, da nas bo kar več na koncu. Ja, mislim, jaz se drugače gledam po kameri zunaj in sem občasno ta človek sploh še živ. Ja, jaz se borim, ma si ne dam. Zadnjih 7 ur se je za tekmovalce vleklo kot testo za burek. In ko smo že mislili, da bodo do konca zdržali vsi, je nekoga zmanjkalo. A je šel že kdo povedati? Ja, no, če grem jaz. Lara, ti moraš še Res povedati. lepo spino. Res sem to zdržala, ona do konca. Mirca, nisi videla lučke? Ja, sorry. Ne, so pravično, super si bila, zdržala si to. Ne si bil stopa. Bež ga, no. Neč kot ga gledaj. Bedar fil, preklete. Od 1 do 10, koliko si zmatrana? Ful, 13. A ti je žal, da nisi vzela 400 Ja. evrov? Gre kdo za 300 domov. Takoj, mislim, pač nekaj, to je to, a? Ne? Moja zadnja ponudba je 400 evrov.
Anja je celo noč obžalovala, da ni sprejela tega denarja. Denis jo je prišel odrešiti šele zjutraj. Za koliko pa bi šla domov zdaj? Za 400 unih očeh. Praviš, da je to to. Jaz imam dost. Ti imaš dosti. Daj mi denar. Ne 200 evrov. Daj. V baby centru. Greš domov? Grem. Dajmo en aplauz za Anjo, čestitke! Ostala sta samo še Miha in Jan, ki pa ju je zanimala le glavna nagrada. Kdo bo zmagal? Jan, Miha? Miha. Miha? Gleda že tako prav. Vsi omenjate to kavo. Ja. Zakaj? Ja, kaj dobijo na izzivu in skozi jo ima in jo ni takoj spil? Včeraj popoldne ob 3 jo je dobil. Ja, Kaj pa žul to kavo že kaj? 20 ur. Ja, očitno pomaga. Kljub Mihatovi kavnati prednosti pa je bil Jan dovolj trmast, da je zdržal do konca. Ena dobra novica za vaju. Konc je, uspel je norca. Čestitke! V tem trenutku se je cela Slovenija spraševala, kdo bo zadnji. Noben od vaju ni zadnji. Dobila bosta vsak svoj list papirja, vsak bo napisal zase. Če oba napišeta delim, si denar razdelita. Če en napiše kradem, drugi delim, dobi celotno nagrado tisti, ki krade. Če oba napišeta kradem, nihče ne dobi nič. Miha, Jan, 3, 2, 1, zdaj. Delita si nagrado! Bravo Jan, bravo Miha, nagrada je šla na 2 dela. Za naslednje leto pa imamo znova vprašanje. Kdo bo zadnji?